Tokrat v občinskem informatorju. Mariborski lutkar že več kot 30 let riše nasmehe na obraz. Kaj storiti ob najdbi neeksploderanega ubojnega sredstva? Suzana Rajh se je odločila vrniti v Maribor in uresničiti svoje sanje. Upornik tedensko pomoč več 10 gospodinjstvom. Eko-kmetija pri Fridi, kjer se ukvarjajo z ovčerejo in lanom. Lepo pozdravljeni. Skoraj da ni Mariborčana, ki ne bi poznal Josipa Bračiča, lutkarja, ki se vsak dan že več kot 30 let vrača na isto mesto in navdušuje s svojimi lutkami. Pokazal je svoje lutke, ki sta jih šivala skupaj s pokojno ženo, in pokazal mariborskega zmajčka in žabico. Mariborski lutkar že več kot 30 let skrbi za nasmehe na obrazu. Razveselijo se ga tako najmlajši kot starejši. V mestu je skoraj ves dan, domov se vrne le na kosilo. Vsaki dan zdaj pridem tu, grem v podne na kosilo, potem ob 3 pridem spet sem, pa grem spet nazaj. Vi ste v Mariboru neki zaščitni znak mesta, je res? Verjetno ja, 33 let je že nekaj pomeni. 33 let že otroke navdušujete. Kaj se je med tem časom spremenilo? Spremenilo. Dosta se je spremenilo. Ljudi so bolj sproščeni kot prej. Vreme ga pri delu ne ovira, doma ostane le, če močno dežuje. Minus, plus, pride. Doda, da mu to delo pomeni življenje. Jaz sem delal v TVT-ju, takrat je gospodarska situacija propadlo vse skupaj. Potem so me izbrisali, potem sem pa še 2 otroka sem imel majhna, trebalo je nekako preživeti. Zanimalo nas je, ali se z njegovim početjem da preživeti. Če ste neka legenda Maribora, tudi nekaj upoštevajo. Vse lutke je izdelal s pomočjo žene. Pa pokojna žena še, ona je šivala, jaz sem delal, jaz sem jih kreiral, ona je bolj šivala, jaz sem delal, mislim, notranjo vse, obliku vse. Otroci se najbolj razveselijo zajčka Srečka, Josip pa nam pokaže tudi mariborskega zmajčka. Drugače ne misle, da oni imajo samo zmajčka, imam ga Maribor tudi. Evo, poglejte, kako lepo skače. Naj oni svojega na tromostovju tak zaženejo. Poglejte, kako lepo pleše. Pa. Nasmeji nas tudi, ko nam pokaže žabico. Samo ste pa kar drzni, da z žabico po Mariboru. Ne motite se. Ona se pozna, čigava je po jezičku. Ja, to je mariborska žabica. Kot sam pove, ni lepšega kot videti zadovoljne obraze. Pridejo od 1 do 100 let. Dosti jih zahvaljujejo za lepo otroštvo. Dosta mi pridejo, vržejo košarico, pa hvala za moje lepo otroštvo, hvala za otroštvo. Dosta zdaj kaj so prej bili otroci, zdaj so že očeti, mamice in peljejo svoje otroke. In tisti, kateri nimajo še otrok, pridejo pa se zahvaljujo. Poln optimizma si tudi sam želi, da bi še mnoga leta razveseljeval mimoidoče, saj mu zahvale in nasmehi polnijo srce. Do takrat pa bo vsak dan pridno delovadil, da bo ohranjal kondicijo. Kam se obrniti, če želimo preveriti, ali je na območju predvidene gradnje kakšno neeksplodirano ubojno sredstvo, ali pa če kakšno najdemo, smo povprašali Saša Turnška, pirotehnika in vodjo vzhodnoštajerske regije pri Državni enoti civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Sašo Turnšek je eden od tistih 2 pirotehnikov, ki sta deaktivirala obe bombi, ki so jo našli v Mariboru pred 2 letoma. Pravi, da je dobro pred gradnjo pregledati teren zaradi prisotnosti neeksplodiranih ubojnih sredstev. Prvo se lahko obrne preko 112, se pravi, vzel odvisno od regije, oni bojo ga avtomatsko povezali seveda z mano. V primeru, da gre to za privat zemljišče, seveda lahko ali lastniki takrat, ko seveda to sami pač gradijo, najdejo. To je bil zdaj nedolgo en primer, ko seveda si je en mladi par si je seveda gradil hišo in seveda tam sicer nismo predvidevali, ampak je bila seveda ena najdena, oziroma je bila ena minometna mina najdena. Nismo pričakovali, ampak v primeru, seveda, če hočejo to graditi karkoli, zdaj seveda, če je to za neko nadaljno
prodajo, seveda v takem primeru je tukaj potrebno to preko države naročiti, se pravi, da se to da postopek not, se v tem postopku seveda navede, za katero zemljišče gre, da si mi seveda pripravimo elaborate, da seveda predhodno pogledamo, ali je bilo tisto območje sploh bombardirano, ali je bilo karkoli tam v bližini. Po narejenem elaboratu pa pridejo strokovnjaki za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi z detektorji. Ko dobimo potrjeno ze strani države, potem seveda lahko naredimo natančen pregled, prvo z sondiranjem, pa seveda ali z temeljitim pregledom, se pravi po plasteh, se pravi dejansko lahko naredimo plast po plast, ko se seveda to odstranjuje do določene globine, ko se bo seveda to naredilo. V takem primeru pa seveda se mora to izvajati preko države in seveda je potrebno narediti predhodni elaborat in pa seveda se naročiti za to. Se pravi, če veste, da boste v takem primeru seveda karkoli gradili, je to potrebno seveda malenkost prej to, ker to ne gre vseeno tako hitro, ne. Pomembno je, da najditelj sam ne prenaša ali prevaža najdenega neeksplodiranega sredstva, sploh pa naj tega ne razstavljajo. Ljudje, ki to najdejo, je zelo fajn, da seveda avtomatsko obvestijo nas, da postopajo, da se tega ne dotikajo, se pravi, da tega ne prenašajo na kakšne druge lokacije ali pa seveda se igrajo heroje in pa da bi to seveda sami deaktivirali ali pa seveda sami razstavljali. Vemo, da je bil nedolgo nazaj bil en primer v Novi Gorici, kjer je seveda možakar utrpel hude oziroma potem je umrl. Se pravi, ni to tako nedolžno, ne. To je zelo kompleksno in pa seveda zato pa mi poudarjamo, najbolj pomembna je seveda naša naloga, ko pridemo do tega sredstva, da naredimo to prvo identifikacijo in da se točno ve, za kakšno sredstvo je in pa seveda v kakšnem stanju je. Zato je previdnost na mestu, da se ne bodo ponovile zgodbe z Vurberga, Nove Gorice in od drugod, kjer so bila ogrožena življenja ljudi ali pa je celo res prišlo do hujših poškodb in smrti. Tokrat smo obiskali Lončarski center v Mariboru. Sprejela nas je Suzana, ki je sicer končala oblikovno šolo v Mariboru, a se nato podala na drugo pot. Čez leta pa je ugotovila, da jo oblikovanje osrečuje in da je to njen način življenja. Zato se je vrnila v Maribor in uresničila svoje sanje. Suzano Rajh je življenjska pot po šolanju popeljala v Ljubljano. Strast do gline pa je bila krivec, da se je znova vrnila v Maribor. Lončarski center Maribor je na tej lokaciji na Lentu 4 leta. Iz ideje, da si naredim eno skledo zase, je nastal ta Lončarski center. Me je glina posrkala vase in prevzela do tolikšne mere, da sem se odločila, da se lotim tudi jaz ponudbe, izvedbe delavnic in tako sem pristala v Mariboru. Kot pove, je delo z glino čisti užitek, primerjajo celo z meditacijo, ki jo vedno znova popelje v svet neizmerne radosti. Za oblikovanje gline na lončarskem vretenu potrebujemo pripomočke, kot je iglica, ena deščica, gobica in pa gladilka. Prva stvar je centriranje, se pravi, najprej sem morala glino nacentrirati. Sedaj bom posodici naredila odprtino. Pustim debelino dna približno 1 cm. Sedaj pa posodico odpiram. V tej fazi se odločam, ali bom delala posodo z širšim dnom, ali bo pa to kakšna vaza, mogoče z ožjim dnom. Ko imam odprto, začnem višati. Grem v višino in z višanjem potem tudi ožam oziroma tanjšam steno posode. V izdelavi glinenih izdelkov smo se preizkusili tudi mi. Komolce naslonite na kolena in hitro zavrtite vreteno z največjo možno hitrostjo. Kar do konca, še stisnite, tako je, do konca. Prvi del je centriranje, se pravi, midve želiva zdaj to glino spraviti čisto v center. Tako močno, tako suvereno, zagrabiva glino. Sedaj boste pa vreteno malenkost upočasnili. Tako. In z enim palcem na sredini potiskali proti dnu. Sušenje izdelkov traja več dni, biskvitno in glazurno žganje pa traja okoli 30 ur. Ko končamo izdelke,
jih pustimo 2 do 3 dni, da se posušijo in potem, ko so res suhi, jih naložimo v peč. To je električna peč, v kateri žgemo izdelke, prvo žganje na 980 stopinj, drugo žganje pa na 1240. Potrošniki si najpogosteje zaželijo unikatne krožnike, skodelice in lestence. Izdelujemo predvsem izdelke po naročilu naših naročnikov. Vsi izdelki so unikatni, v bistvu nobeden ni ponovljiv. Vse je ročno delo, prostoročno in pa oblikovano na vreteno. Izdelujemo tudi lestence, večinoma so prav tako po naročilu. Namen oblikovanja gline ni le končni izdelek, je veliko več. Pri oblikovanju gline je zelo pomembno, da delamo z občutkom. Glina nas uči tudi potrpežljivosti, kajti nič ne gre na silo. Zelo pomembno pa je, tako kot pri vsaki stvari v življenju, da znamo pravi čas odnehati. V njenih prostorih potekajo številne delavnice, na te pa se je potrebno predhodno naročiti. Delavnice izvajamo po predhodnem dogovoru. Imamo delavnice za tečajnike, ki prihajajo enkrat na teden. Potem imamo tematske delavnice, kjer imamo vnaprej določeno, katere izdelke bomo izdelovali. Trenutno imamo tudi tečaj oblikovanja gline, ki traja 6 zaporednih tednov. Spoznamo se 4 tehnikami prostoročnega oblikovanja in pa oblikovanja gline na lončarskem vretenu. Lončarski center se nahaja na 2 lokacijah, in sicer na Lentu ter na Mlinski ulici v Mariboru. Suzana nam je za svojo zgodbo dokazala, da je vredno živeti svoje sanje. Le verjeti moraš vanje. V težkih situacijah je še kako pomembno, da ljudje stopimo skupaj in si pomagamo. Društvo Pornik tako že skoraj 5 let vsak teden pomaga številnim gospodinjstvom. Samo v lanskem letu so zbrali več kot 200 000 evrov denarne pomoči in zabeležili več kot 2200 obiskov. Humanitarno društvo Pornik, ki ga sestavlja ekipa 14 prostovoljcev, trenutno skrbi za več kot 1000 uporabnikov. Lani so opravili več kot 3000 ur prostovoljnega dela. Sodelujemo tisti, ki smo začutili nek čut do ljudi, ki živijo v naši sredini, v naši okolici in so v bistvu potisnjeni na rob družbe, ki jih je v bistvu država si pred njimi zatiska oči, pred njihovimi stiskami. Tako smo tu v bistvu ljudje, ki smo te stiske prepoznali, ki želimo nekaj dobrega narediti, zato ker nas to napolni z energijo, da smo nekomu pomagali. V lanskem letu smo sicer se poslovili od 100 družin, 100 gospodinjstev, tako se moram izraziti, kar pomeni, da se je 100 gospodinjstev izboljšalo svoj socialni status, da lahko sami preživijo. Dobili pa smo 150 približno novih gospodinjstev, to pomeni, da je 50% več novih, kot tistih, kot je odšlo. V skupnem številu se je pa število vseh prosilcev lani povečalo za dobrih 10%. Primarno se posvečajo starejšim socialno ogroženim, a pomoči ne odrečejo niti ostalim, ki jo zares potrebujejo. Pomagamo na različne načine, denarja sicer ne delimo, nekaterim plačujemo položnice, ogrevanje, stanarino, elektriko, ki jim se zatakne. Potem ogromno delimo bonov od različnih naših donatorjev za hrano, za oblačila, prehranski boni za nakupe v trgovinah. Če se pa pojavi kakšna večja stiska, kakega posameznika, kakšne družine, pa seveda takrat tudi preskočimo na pomoč. Pogosto se pojavljajo dvomi o dejanski potrebi po pomoči, zato nas je zanimalo, kako preverijo socialno stanje posameznika. Mi posameznika preverjamo tako, da mora prinesti vse odrezke, vse prilive bančnih transakcijskih računov. Zraven tega pa, kot sem prej povedal, nikoli ne damo pomoči direktno posamezniku. To pomeni, v njegovem imenu pokrivamo določene stroške ali pa pomagamo z boni. Tako da tudi pri tem primeru, ko recimo nekdo dobil bone Lidla, ki nam recimo stalno pomaga, mora vedno nas potem tudi račune, kaj se ta denar kupil. Tako da imamo skozi kontrolo, ker smo že bili večkrat poskušani biti pretentani, pa zato imamo res zelo stroga pravila. In seveda vsak, ki želi od nas dobiti pomoč, se mora v naši pisarni oglasiti osebno, nadaljavo ne delamo. Podgornik poudarja, da je pomemben vsak evro. Samo v preteklem tednu so skrbeli 48 gospodinjstev in porabili nekaj manj kot 4500 evrov. Včasih ljudje razmišljamo, da če želimo pomagati, moramo pomagati z nekim znatnim zneskom, z nečim, kar se vidi.
Mi pa pravimo, da to ni res. Ne. Dokazali smo, da z samimi bakrenčki, naprimer, smo zbrali že več kot 4000 evrov in eno od naših sloganov je tudi vsak evro pomaga. Ne, evro na evro, se poznamo, evro na evro palača. Tako da vabim vse, da tudi če nam lahko pomagajo samo z enim evrom, bodo nekaj dobrega naredili za svoje ljudi iz svoje okolice. Sredstva za pomoč zbirajo na več načinov, tudi preko prodaje upornikove dobrodelne kolekcije. Trenutno imamo še hudije, ki ga nosim sam, potem lahko na naši spletni strani, v naši spletni trgovini najdejo tudi majčke, pa letos imamo kot novost tudi nogavice Upornik z razlogom. Tako da vljudno vabim vse gledalce BKTV-ja, da nam pomagajo tudi na ta način in se opremijo z upornikovimi izdelki. Pred nekaj meseci so se preselili na novo lokacijo. Upornik se trenutno nahaja v prostorih Mikropola na Teznu, na Zagrebški cesti. Sem smo se preselili meseca novembra lani, tako da imamo zdaj končno prostore, ki jih lahko uporabljamo non-stop, 7 dni v tednu. Naša pisarna pa odprta vsak četrtek popoldan. Kolikor želite pomagati tudi vi, lahko to storite na več načinov. Trenutno poteka tudi akcija zbiranja bakrenčkov, ki lahko date osebno v upornikovi pisarni v Mariboru in na Ptuju, jih pošljete po pošti ali nakažete na TRR. Vse informacije najdete na upornikovi spletni strani. Obiskali smo kmetijo občini Sveta Ana v Slovenskih Goricah, kjer so nam pokazali, kako se izdelujejo ročni izdelki iz volne, kako poteka predelava lanu na star način in še mnogo drugega. Sicer, ko zdravstvena situacija dopušča, na kmetiji gostijo tudi skupine, možnosti je ogledati kmetijo in domače živali ter tudi organizirajo otroške delavnice. Kmetija obsega 10 hektarov. Njeni lastniki se ukvarjajo z ovčerejo. Frida in njen mož nas pričakata na dvorišču, oblečena oblačila, ki sta jih izdelala sama. Zimsko oblečena, ampak to so naši izdelki, ne klobuki in pa tile filcani brezrokavniki. Ja, glede, naša kmetija, mi varujemo naravo, ohranjamo dediščino, obujamo delovne in praznične šege in navade naših prednikov. Pa tudi poskušamo govoriti v narečju. Tako da tudi gočimo v narečje in želimo ohraniti našo narečje, Slovenije goriško narečje oziroma kremberško narečje, ker je Kremberg, to je del vasi Sveta Ane, priznano narečje v pravopisju slovenskem. Ne? Poleg ovčereje se na ekokmetiji ukvarjajo tudi s pridelavo in predelavo lanu. Brez cevga, brez orodja so nekdaj prišli len pipati. Mi na naši kmetiji pa gojimo, predelujemo, pridelujemo len že nekako 12 leto. Ne? In seveda len se ne že, ampak se piple. Na tavr, menda ne veste, kaj je tavr. Ne, mi boste pa povedali. Ja, sigurno, gledajte, to so poletne. Zdaj, če bi vidva celi dan bila to na našem tavrhi, bi dobila na zaključki dela večer eni taki kos pleheca, mi rečemo poletna. To gospodar ima svojo inicialko gor, to te poletne so sote kmetije pri Fridi. Tota poletna pa je bila vredna en tavrh, en delovni dan. In seveda na tavr so hodili taki ljudi, pač ki kočnari, pa vajncari, viničari, ki so bili pri gospodari v koči, pa so mogli doj služiti. Ne? Gospodar si je vsako leto vsakega delavca zapisal, koliko je naredil in če ni bilo dovolj, je moral prihodnje leto ponovno priti delati. Gospodar ekološke kmetije pri Fridi nas popelje po kmetiji. Ovce so na paši od jutra do večera, niti slabo vreme jih ne prežene s pašnika. Sicer one se še ne pasejo, ne, ampak so na frajosti, ker geslo je tisto, ne, da paša ne sme čakati na ovce, ampak ovce na pašo, ne. Ja, tako da so zdaj vina. Ovčjo volno na kmetiji koristno izrabijo za raznovrstne izdelke iz volne in filca. Niso pa edine živali na kmetiji. No, vidimo tu, pa je naša dnevna soba za pujčeke. Zdaj sicer niso zunaj, ne, oni po normativih, ekoloških normativih živali morajo 180 dni biti zunaj, ne. Poleti pa imamo zunaj, tu so brajde, tako da imajo fajn senco in se kar prijetno počutijo. Ne? Na kmetiji pa imajo na voljo tudi otroške delavnice, kot so trenje lanu, striženje ovac, ukvarjanje z ovčjo volno. Povabijo nas v njihov mini muzej, kjer imajo shranjena stara kmečka orodja in pripomočke. Imamo kanglo za olje, tol veliko, vidite? Tu so hodili nekdaj oljevo delati in so s tako kanglo šli. Ne? Zadaj so ničke, tiste lesene, ne?
To so bile zakoline, pa tudi, kdaj je bilo več na tavrhu, ljudi si je mogla gospodija kar 2 kolača kruha spečiti najprejšnji dan. Ekološko učna kmetija so že 9 let. Cilj jim je, da prenašajo dediščino ter tradicionalne navade na naslednike. To, kot vidite, to je eno tako leseno orodje, to lepo sediš, jeza. Tudi žena je sredi dela. Lan smo že omenili uvodoma, mi imamo len že mi rečemo, to je slovenski gorica len. Tak je pač narečje, lan, 12. leto. In seveda lan je bil uporaben za marsikaj, ni za marsikaj, za oblačila, navadno so uporabljali lan. Notri v dediščini bomo še videli malo večje. Tu je en kos platna, en kos prta, pač za prikaz. Ko ona zdaj tere, tu pride ven take niti, oziroma to je povesma, to pa se še pokrtači, to gre skozi in pa gre na kolovred. To je 10 postopkov dela prej, ko je ratala taka tkanina, to plat. Dejstvo je, da tako v preteklosti kot dan današnji dela nikoli ne zmanjka. Ko ovc pridobijo volno, je še dolg postopek do izdelave izdelkov. Ostalo volno pa operemo v deževnici. V deževnici operemo, ker je mehka, in potem posušimo na soncu in pa ohranimo potem v vrečah, taki zračni vrečah. Zdaj potem pa treba seveda prej volno pokrtačiti, da je uporabna. Vidite, predilja že čaka na to, rečemo, da so kosmiči in te kosmiče potem ona lepo nit vleče. Kako pa poteka ta postopek? Ona pa zdaj že pride, to volno, kaj sem jaz nakrtačil, in tanko nit bo naredila, in to vidite, ko se vrti ta špula gori, iz 2 niti se pa naše ena premota, tako da ima za štrikanje. Iz volne nastanejo izpod njunih rok tudi končni izdelki. Jaz pa delam okrasne zajčke, dam volno, na sredino dam sivko, proti moljem in tako dolgo pikaš, da se sprime volna, pol ga vzameš in imaš takem kolupi, ga vzameš ven, sicer še zdaj premalo, pa ga oblikuješ, ne dodajaš volno tako dolgo, da ga pol oblikuješ, da nastane taki zajček. Preden se poslovimo in zapustimo kmetijo, nam gospodar zaupa še, da svoje izdelke tudi prodajajo. Tu pa je en taki darilni program, kot smo že omenili, kaj se da vse iz volne narediti, in sem si tudi omislili zgodba lanu v volnenem mošnjičku. Tu notri je res zgodba. Vemo, da že 5000 let pred našim štetjem so začeli gojiti lane, tako da si lahko vsak to prečita. Njihova ponudba je raznolika, veseli pa jih, da je čedalje več mladih, ki jih zanima tradicija, ter dajejo poudarek tudi na ekološko pridelavo in predelavo. Toliko za nocoj oddaji Občinski informator. Ob 20. uri si lahko na BKTV ogledate oddajo Na polovici mandata z županom občine Videm. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbireport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.